Živijo sem, zadnjič nazaj na mojem kanalu, ker sama zelo rada na YouTubeu gledam clothing haule, se pravi, ko punce oziroma fantje, kdorkoli naroči nekaj po internetu za obleči in potem to pokaže v videu, kako se prilega, kakšna je bila cena in pač vse to. Sem se tokrat odločila, da vam pokažem, kaj sem si jaz naročila na nekaterih spletnih straneh. Zdaj, večinoma, oziroma če ne celo vse, gre za poletne zadeve, zaradi tega, ker greva zdajle čez sreda, četrtek, petek, čez 3 dni s Klemnom na potovanje in bo tam 30 stopinj in sem si pač hotela par novih stvari kupiti. Tako da nakupovala sem pa na boohoo.com, na Pretty Little Things, oziroma prettylittlething.com in pa par zadev sem kupila tudi na razprodajah v Stradivariusu, Berški, kaj je bilo še, Pull&Bearu, pa pač teh trgovinah tukaj po Sloveniji. Za vsako stvar, ki sem jo kupila, bom itak sproti povedala. Vmes so tudi kopalke, tako da tega ne bom na kameri gor probavala, vam bom pa zraven vklopila sliko, da si boste pač znali predstavljati, kako pridejo na telesu. In ja, to je to, če te zanima, kaj vse sem kupila, definitivno glej naprej. Ok, zdaj glede na to, da imam jaz hlače z visokim pasom že gor, bom najprej probala oziroma gor dala, se pravi, majčke oziroma vse zgornje dele, da pač pol, ko bom hlače slekla in vse ostalo probala, vse naenkrat zrihtamo. Torej, majčke več ali manj sem kupila v Berški na razprodajah, v Pull&Bearu in pa eno, mislim, da v Stradivariusu. Ok, prva je takale. Več ali manj so to majice s kratkimi rokavi oziroma naramencami. Mislim, da je samo ena ali dve sta z naramencami, vse ostale so s kratkimi rokavi. Jaz ful ne nosim teh, bom rekla, navadnih t-shirt majic, se pravi s kratkimi rokavi, ki niso čisto prijete. Mi je pa ful všeč ta stil, ki si na visok pas to noter zatlačeš in potem mečkom ven potegneš, da tle takole malo čez visi, oziroma da je tako malo bolj loose. Tako da ja, tole je prva majica, tale, kakor sem rekla, iz Pull&Beara, jo bom zdajle gor oblekla in definitivno tole si jaz predstavljam nositi na jeans kratke hlače, spodaj lahko ali sandalčki, ali pa tudi celo kakšne all-starke bele, ali pa kakšne malo bolj športne najkice v beli barvi zame, no, mislim, meni sigurno bolj bela na to paše, kakor kakšnakoli druga barva, ampak po želji lahko kombinirate. Evo, takole majčka zgleda, upam, da se vidi. Zdaj, jaz jo bom nosila, se pravi, kakor sem rekla, zatlačeno noter v visok pas hlač, oziroma tudi kakšne kikle, imam eno jeans kiklo, krilo, no, kakorkoli, ki jo bom šila, bom s sabo vzela ali ne, ampak nekako takole. Zdaj, na kameri mogoče ne zgleda toliko dobro, ampak takole je. Načeloma, če bo zelo vroče, si jo lahko dam tudi tako. Mogoče to še bolj, tako malo bolj seksi oziroma privlačno, tako malo bolj zapeljivo zgleda. Tako da ja, to je majčka. Je pa bombažna, tako da je material super za vroče temperature, da ne začne takoj smrdeti ali kakorkoli. Pa ena stvar, tisti, ki me poznate, veste, da sovražim te listke, ki so tlele noter, pač ušiti, ki piše gor, na koliko se pere določena stvar. Vse majice oziroma vse zadeve, kar sem kupila, sem dala pred tem videom že dediju, da mi je ven izrezal in pa nazaj zašil. Ker je pač problem v tem, da je treba dejansko po šivu odrezati in potem nazaj zašiti, ker če samo odrežeš ven, se začne parati in je tle luknja na zunanji strani, tako da. Dobro, potem naprej sem vzela, zdaj bom jo na sebi pokazala, ker jo je zelo težko takole pokazati, no, ampak taka srajčkica je crop top v bistvu, takole v zadnji je odprt hrbet, vidite, tlele se jo v zadnji še zaveže in v spredje je na V dekolte s kratkimi rokavi, tole je, mislim, da iz Berške, če se ne motim. Zdaj, za zdaj jo bom dala čez to majico, pa bomo videli, kako izpade. Ok, zdaj mače.
Zdaj, jaz sem rekla, da jo bom na noč zavihala, da bom mičkan krajša. Logično, zdaj imam hlače z visokim pasom, ampak takole nekako pride srečka. Tale majčka, ne boste verjeli, ampak tale majčka je bila, mislim, da 3 ali 4 evra v Berški. Je pa res, da so imeli samo še 3 kose. Jaz sem vzela tega v številki, mislim, da je bila S. M mi je bila prevelika. XS mi je bila pa tle preveč takole gor in mi ni bilo všeč, ker imamo vse nalada mečken dekolteja, tako da sem vzela v številki S. Ok, dobro, naprej imamo spet eno črno majico. Še to. Črna barva je moja, kako bi temu rekla, cona udobja, my comfort zone, moja najljubša barva pri oblačilih in nasploh. Tako da večina stvari tukaj je temnih oziroma črnih. In ja, ne, polet se tudi držim črne, ne glede na to, a mi je vroče v temu ali ne, ker se enostavno dobro počutam v temu. Tako da ja, tale majčka, zdaj ne vem, boste videli ali ne, tlele gor piše par takih, kako bi rekla, besed. In najbolj mi je v bistvu bila všeč zaradi tega, ker ko sem te besede brala, sem se kar najdla v njih. Ta je mečkam bolj oprijeta na rokavih, kakor vidite, tle nič ne visi. Tlele po telesu mi pa ni telirana, tlele vam je še kar placa, ampak to je bil plan, no. Mi je bilo kar všeč, kako mi je stala, zaradi tega, ker imam zadosti takih teliranih in oprijetih majic doma. Vzadje je normalna, pač klasičen t-shirt in spet plan je, da jo nosim ali tukaj zavezano, ali pa pač enostavno zatlačeno noter in je to navadna črna majčka. Ful mi je všeč, ker jo bom lahko imela tudi za delat in pa valjda ta napis malo popestri, pa tak ful mi je cute, tako da. Jap, je pa ta majica iz Pull&Beara. Ok, zdaj pa tako, ne. Tole je pa naslednja majica in je crop top, ampak malo drugačen, kot sem jih jaz navajena nositi, sicer lik zaradi tega mi je všeč, ker ostalih imam precej velik doma. Všeč mi je zaradi tega, ker kakor vidite, tlele ni oprijet, dejansko čez prsi, dejansko čisem dol pade, tukaj nima neke elastike, ki bi obtisano ob telo, tako da ne vem, kupila sem si jo, ker je ful taka na free, lahko imam za čez kopalke, lahko imam na kratke hlače z visokim pasom, logično. Navadna majčka, ta je tudi iz Pull&Beara, številka S, pa mislim, da je bila ena izmed cenejših, po moje 3 evre, bi jaz rekla. Ja, evo, to je pa zdaj še zadnja majica iz Pull&Beara, potem imam pa še eno ali dve iz Berške, pa eno iz Stradivariusa. Tam je bila ful všeč, zakaj? Ker, kakor sem rekla, jaz ful imam veliko takih klasičnih t-shirtov. Všeč mi je ta, ker spet navadna bela, napis malo bolj popestri. Zadnje čase ful veliko na Instagramu videvam motivov in napisov glede Disneyja, tako da why not? Pa se mi zdi, da itak vsi imamo radi Disneyja, tako da kar cool. Majica je, mislim, da bila 7 ali pa 6 evrov znižana, se pravi iz Pull&Beara, kakor sem že rekla, tole lahko vendam. Pa ja, ne vem, tako taka mi je, se pravi spet lahko nosim zavezano, kar mi je v bistvu ful všeč, ker imam rada, da me zadeve oziroma zgornji deli tukaj stisnejo in mi pač naredijo to obliko peščene ure pač pri postavi. Oziroma lahko jo pač tudi not zatlačem in je kot klasična bela majčka. Ta mi je bila pa zaradi napisa hudga, kakor vidite, female power, all about that. Ja, jaz sem ful za female power, da ne bo kdo mislil, da zatiram moške ali pa karkoli ne, ampak pač mislim, da bi mogli biti enakovredni in enakopravni ali kakorkoli. Spet ta klasični stil, navaden t-shirt, tukaj je oprijeta in potem pač pade, oziroma je taka malo bolj loose. Jaz sem jo kupila, kakor sem rekla, zaradi samega napisa, ful mi je všeč, ker jo lahko tlele zavežem in izpade ful hudo. Pa dejansko za na Maldive, ko bova šla zdaj sklenjeno potovanje, so mi rekli, ne vzamem eno navadno belo majico s sabo s kratkimi rokavi, zaradi tega, ker je sonce ful močno in se je fajn na začetku kopati v pač kratki majici, da te ne opeče po ramah, rokah, hrbtu in tako naprej. Tako da tole zna biti moja majčka za kopanje.
Mogoče bom najdla še kakšno drugo doma, če mi bo te škoda, ker ne vem kako, če jo bo slučajno morje kaj, da bi spravil karkoli ta napis. Bomo videli. Ampak mi je precej všeč in sigurno jo boste videli na mojemu Instagram feedu, ker, prosim, pač napis yes, gimme that. Tole je naslednja, tale je čist navaden crop top, tak rebrast, kakor vidite, in takole izgleda od ozadij, se pravi do tle nekje malo nad popkom. Tale majčka ima dejansko še ceno in vse gor, 6 € je bila, vzela sem jo v številki S, je pa iz, to se pravi, mislim, da je iz Berške. Bom takoj preverila. Iz Stradivariusa, pardon, iz Stradivariusa je. Kupila sem jo nazadnje, se pravi, iskala sem še torbico, a veste tisto, ki gre tle okoli pasu, ta fanny pack varianta, oziroma belt bag, če hočete. Sem jo tudi najdla, tako da jo boste videli na mojemu Instagramu, nažalost se zdaj ne snimam tukaj s sabo, ker sem jo logično spet mogla dati popraviti dediju, da jo zašije. Tole je še zadnja taka majčka, zdaj pa po moje najboljš, da gremo na stvari iz... iz kje bo najboljš? Gremo zdaj na stvari iz Boohooja, se pravi boohoo.com. Jaz sem stvari naročila, meni se zdi, da sem jih naročila pred Božičem, se pravi pred 24. decembrom. Tam okrog 20. 21. sem naročila in potem zaradi praznikov in vseh teh, kako bi rekla, ker so pač pošte zaprte in tako naprej, sem paket dobila, meni se zdi, da ali 31. 12. se pravi v ponedeljek, oziroma potem naslednji delovni dan, mislim, da je bil četrtek 3. januar. Tako da oba paketa, in Boohoo in Pretty Little Thing, sem dobila takrat. Obe strani pošiljata iz Evropske unije, oziroma trenutno še iz Evropske unije, ker je UK, se pravi iz Anglije. In dokler oni ne grejo ven iz Evropske unije, to pomeni pač, da ni davka, ni carine in vse, kar plačate na strani, je to. Pride paket direkt do vas, traja, ne vem, recimo od 5 do 10 delovnih dni, odvisno koliko imajo gužvo in tako naprej. Imate pa tracking vključen v poštnini, tako da lahko skozi spremljate, kje paket je. Ok, zdaj majčka, kakor ste videli, je še vedno ista. Mečka vas bom nižji dol obrala, da boste lahko videli. Tole je prvo krilo. Kakor vidite, je tak imitacija usnja. Dejansko po feelingu sodeč bi jaz prej rekla, da je to kakšen vinil ali kakorkoli. Je pa, jaz bi rekla, da mi je kar v redu velikost. Velikost sem vzela 10, oziroma to je po njihovo, oziroma njihovo 10, UK 10, po naše 38. Je pa precej raztegljiva, tako da, če ste med številkami, lahko greste po moje tudi eno nižji. Meni spet mičkan mi tlele odstopa, vidite. Tako da, če bom še mečkan zhujšala, lahko mogoče tlele 1 centimeter not vzamem, pa mi bo še vedno v redu. Ampak ja, je pa taka. Ful mi je všeč, pa kar mi je pa ful dobro, je pa to, da ni dejansko ni, kako bi temu rekla, ful debel material. In tale kikla je bila 20 €. Ok, naslednja zadeva je tole maxi krilo, kakor vidite, zelo težko ga pokažem celega, čakajte, vas bom mečkaj nižje obrnila, če boste lahko videli. To se pravi, ja, bele štunke imamo spodaj, kakorkoli. Do talje, jaz ko stojim na tleh, ničko višji si ga moram dati, no, zaradi tega, da ni predolg, da se ne vleče po tleh. Spet imam problem, ker bi lahko bil malenkost ožji za vsaj 2 ali pa 1 centimeter, da me tukaj lepo oprime, ampak nad zato tole krilo je bilo, mislim, da je bilo 12 €, tako da sam sekunda. Bomo takoj preverili, koliko je bilo. 12 € v velikosti 38 in ja, zdi se mi ful tako, lahko ga imaš na petke, pa kakšno srajčko vzgori, pa je malo bolj elegantno, lahko ga imaš za čez dan, lahko ga imaš po plaži, kakorkoli, dosti tako, bi rekla, vsestransko krilo. Pa jaz imam ful rada take stvari za delati, ker so zračne, v visokih temperaturah je to ful priročno,
Pa edina stvar je, to krilo nima nobenega razporka, se pravi je do dol zaprto. Tako da sigurno taka krila pridejo v poštev za kakšne templje ali pa kaj takega, kjer moramo biti ženske malo bolj pokrite. Tako da tole krilo gre sigurno z nama na Šrilanko in Maldive. Naslednja stvar je tale, kakor sem rekla, pajac oziroma romper playsuit, kako se še reče to po angliško, kakorkoli. Zdaj tako, pri tem pajacu, kakor sem že prej povedala, sva z dedijom mogla mečken zašiti tale dekolte, ker je čist prenisko je bil, pač praktično do, ne vem, se vidi na kameri, te čipke se do sem dol znižajo. Dekolte je bil do tle nekje in ker je bil do tukaj, rame so bile predvsej takole bolj razpotegnjene, je to šlo dejansko direktno čez moj modrc, pol mojega modrca je ven gledal. Sem rekla, ne, to se jaz ne grem, ker bi rada to stvar imela tudi tako oblečeno, ne samo za na plažo nad kopalkami. Tako da zgleda pa takole. Zdaj mi je lih prav odprt, kakor vidite, tlele so čipke take. Zdaj, dedi moj je mogel tudi tle v zadnji mečkan skrajšati to razdaljo, ker mi je rame preveč dol vlekel. Jaz sem pa hotela imeti malo bolj na ta način. Pa, kakor vidite, rokavi niso dolgi, nekje 3/4, ampak so pa malo bolj nazvon. Cenovno je pa bil 15 €. Tako da, jaz sem ga vzela v velikosti 38, kakor vse stvari do zdaj. Ok, zdaj smo pa naprej prišli do stvari iz Pretty Little Thing. Prva zadeva je tale maxi skirt oziroma maxi krilo. Kakor vidite, je na obeh stranih razpork. Zdaj ta razpork, tukaj mi je spet mečken dedi pomagal, tako da dedi, še enkrat hvala, če tole gledaš. To krilo je bilo meni bolano. Ko sem ga gledala na modelu na spletni strani, mi je bil bolan, ampak sem vedela, da bo en problem. Ta razpork je, preden je dedi popravil to celotno zadevo, bil narejen do dejanske elastike. Se pravi, celo nogo si imel zunaj. In kar se mene tiče, that's a no-go for me. Thank you very much. Tako da, z dedijem, kar sem naredila, on je dejansko samo zašil do tle nekje, kjer je moj, bom rekla, comfort zone. Tako da ja, je pa na obeh straneh odprt. Bom še mečkaj znižala, da vidite, kako pride v spodi. Se pravi, na obeh straneh so nogice ven, lahko. Meni je tako lušno, lahko je za po mestu. Če si malo več upate, lahko je za po plaži, kakorkoli. To se pravi, cena tega krila je bila 15 $, oziroma lažem, 15 funtov. Zdaj se vem, koliko točno je to v evrih. Vse skupaj me je prišlo 102 funta in pa 6,99 je bila poštnina. Se pravi, vse skupaj sem jaz plačala 108 funtov, ne dolarjev, funtov, 0,99. Kratke hlače. Zgledajo kot kikalca, meni so bile ful všeč. Cenovno 6 funtov. Jaz sem to kupovala, ko so bile znižanja. Oni imajo zdajle ful znižanih stvari za poletne stvari. Zdaj mogoče na kameri izgledajo mečkan bolj pižamasto, ampak v resnici so ful lepe, lih prav so dolge. Jaz ne maram, da mi mojih lepčki oziroma da moja zadnjica ven gleda izpod tega roba, tako da si ponavadi tle mečkan višji potegnem, zaradi tega, da mi podaljša noge, v zadnji pa mečkan znižam. Ok, zdaj pa ta zadeva, ne? To je spet en pajac, ki sem ga naročila na Pretty Little Thing. Kakor vidite, zaveže se okoli vratu. Mečkan je krajši, tako da to sigurno jaz ne bom imela za v mesto ali pa kakorkoli. To bo zame outfit izključno za na plažo, kar pomeni, da bom imela v spodi nenavaden modrc, ampak kopalke oziroma pač brez, kakorkoli. V spodi ima ene take cofke, kar mi je full cute. Cenovno je prišel 10 funtov, mislim, da je bil znižan. Vzela sem ga v velikosti 10, logično. V bistvu sem naročala na internetu zaradi kopalk. Jaz že ful časa gledam enodelne kopalke, ampak v Sloveniji enostavno nikoli nisem najdla tistih res bolano hudih, pa da bi na mojo postavo dobro pasali pa tako naprej. Tako da sem vzela dvoje. Ene so navadne črne,
Zgledajo sicer tlele zdaj ful smešen, jaz jih ne bom gor dajala. Sigurno jih boste verjetno videli na Instagramu, lahko na kakšnem storiju ali pa če kakšno fotko tako objavila, ampak drugače pa bom tukaj zdaj dala sliko na modelu. Kakor vidite, kopalke so klasično črne, malo debelejše naramence so, tukaj v pasu je, ne vem, se vidi, ja se vidi, ušita je taka elastika, ki dejansko zoža še bolj oziroma poudar ta zožan del pasu in pa zelo visok je tale izrez pri bokih, to se pravi, če vam približno pokažem, recimo takole, tukaj. Ok, potem sem pa vzela tele črno-bele črtaste kopalke, čakajte. Zgledajo takole, ja, recimo, če si jih gor približno dam. Mičken nižji je vsem tale izrez pri nogah, ampak še vedno dovolj visok, da pride ta res zelo poudarjen del. Nimajo nekega, kako bi rekla, push-up efekta pri prsih oziroma če rabite zelo veliko opore pri kopalkah, to mogoče niso najboljše, ker nimajo nič, pač navaden material je tukaj. Pa v zadnji valjda odprt hrbet, ampak najboljši del pri teh kopalkah mi je pa tole. Na tla mi je padel. Pas dobiš posebej in si ga dejansko tle čez zavežeš. Bolano, zgleda, vam tukaj dala slikco na modelu, ampak ne vem, če vidite, ampak tole je lev. Jaz sem lev po horoskopu, tisti, ki ne veste, avgusta imam rojsten dan in lev je tudi moja najljubša žival, tako da it's a must have for me. Ok, in zdaj še čisto zadnja stvar, kaj sem naročala po internetu. Že ful časa, to pomeni po moje, še pred poletjem 2018, sem začela malo spremljati na YouTubeu, se je ful pojavil video na temo Gymshark pajkic in outfitov in tako naprej oblačil. Kdor ne pozna Gymshark znamke, to je v bistvu znamka, kako bi temu rekla, oblačil za treniranje, za športanje in jaz sem si naročila 3 pajkice, vse so logično v črni barvi, kaj pa drugega bi se od mene pričakovali. Vse sem naročila v številki S, ampak da vam zdaj povem, ene so mi idealne S, ene so mi prevelike S, ene so mi pa malenkost premejhne S, ampak se še vedno slačam v njih in ko jih imam enkrat gor, so mi sicer super. Cenovno je pa tako, se pravi, te, ki so čist črne, najbolj črne Energy Plus Seamless pajkice so 55 €, potem te, ki so mečkam bolj sivkasto črne, se pravi Vital Seamless pajkice so 50 € in te čista navadne, kakor sem rekla, ki imajo to elastiko, so 30 €. Imajo pa, baje da po ta novem, jaz iskreno ne vem, ker prej tem pač nisem gledala, ampak cenovno glede poštnine, nad 75 €, če naročite, dobite free shipping, se pravi za s tom poštnino, kar se pač splača, če mene vprašate, ker so ene pajkice od teh boljših 50 € oziroma 55 in ste zelo hiter pol na tistih 75, če naročite, ne vem, še eno majico ali pa še ene pajkice. Aha, pa še to, pošiljajo iz UK-ja, se pravi spet iz Velike Britanije oziroma iz Anglije, kar pomeni brez davkov, brez carin, poštnino pa, kakor sem povedala, ne plačate, če naročite nad 75 €. Ok, zdaj te ta prve, kakor sem rekla, tele so te čista navadne z to elastiko, nižji pas je, kakor vidite, malo pod popkom, in te so tiste, ki so mi malenkost prevelike. Idealno bi mi bilo, če bi me pas še malo bolj stisnil, ampak v redu, bojo za ponositi, sicer pa naslednjič, ko bom naročala, bom te sigurno vzela XS, ker pač, kakor sem rekla, malenkost so mi prevelike v tem modelu tukaj. V zadnji izgledajo tako. To je to v bistvu, čist navadne so, ful so cool, pa na notranji strani po tej elastiki je ta silikonski trak, zaradi tega, da pač kao gor ostanejo, čeprav, če sem čisto iskrena, načeloma meni malo dol lezajo, ampak to je verjetno zato, ker so mi prevelike. To so naslednje, to so tele Vital Seamless, se pravi, te, ki sem rekla, da so malenkost bolj sive, kakor črne, ampak nič zato, kakor vidite, je pas ful visok in meni je všeč, ker je dejansko čist oprijet. Sem že trenirala v njih in so top, ne lezajo dol, ful so raztegljive, tako da imate čist neomejeno, kar se tiče glede premikanja in tega. Predvsej dolge so, tako da mene to ne moti, mislim, dolge, pač do gležnov, ni tako, da ti tok nad gležni
rob, mislim, da ti toliko kože ven gleda, kakorkoli. Vzadnji so takole, meni je všeč, no, imajo neke detajle sicer, neke pikice pa tako, ampak overall so pa čist navadne pajkice za trenirati in te so meni iskreno tudi najbolj udobne. To so tiste, ki so bile 50 € in sigurno jih bom še vzela v drugih barvah, tako za nositi čez dan, za doma, za trenirati. Tako da ja. Ok, to so pa zdaj še te tretje. Te so te najdražje, se pravi 55 €. In to so tudi tiste, ki sem rekla, da bi si lahko malenkost večje vzela, se pravi namest S, naslednjič sigurno vzamem M. So mi pa všeč zato, ker kakor vidite, tlele imajo en tak detajl, lukance in tudi mislim, da, če ste videli, tukaj pri gležnju. Spet, ful visok pas, malenkost so mi ozke oziroma malo mehne, ampak kakor sem rekla, nič takega, da bi bilo problem, ampak zato mi malenkost dol lezejo v pasu, ampak nič tazga, kar se ne bi dal potrpeti. In ja, me pa spet stisnejo ful v pasu, kar je meni iskreno ful všeč pri pajkicah za trenirati in so mi ful tudi udobne. Tako da ja. To je to zdaj za ta video. Jaz upam, da so vam taki videi všeč, ker sigurno jih planiram v prihodnosti še nekaj narediti. Zdaj sem se končno opogumila in začela naročevati stvari tudi prek interneta. Sigurno jih pa naročujem več ali manj samo iz Evropske unije. Največ ponudbe se mi zdi, da imajo angleške spletne strani, pa ponavadi ponujajo opcijo za ston vračila, se pravi, da ne rabiš plačevati poštnine še za nazaj, če pač ti karkoli ni v redu. Samo pošleš nazaj, oni ti vrnejo denar in je to to. Tako da, ja, če ti je bil video všeč, ne pozabi spodaj stisniti en like, subscribe se na moj kanal, ne pozabi tudi slediti na Instagramu in to je to. Hvala, da ste me gledali, se vidimo naslednjič. Čau!